v domačem vrtu vsekakor treba rastline tudi pognojiti oziroma dognojiti. Z nami je Tomaž Čufer, strokovnjak za tudi organska gnojila. Tomaž, kakšno je tisto gnojilo, ki je recimo primerno za gnojenje paradižnika, jagod in pa drugih rastlin v domačem vrtu? No, gnojil imamo več. V prvi vrsti se vrtičkarji poslužujejo svojega komposta, potem so vrtičkarji, ki nimajo svojega komposta, lahko kupijo navadna mineralna gnojila, navadna kmetijska ali specializirana vrtnarska, počasi delujoča, hitro delujoča ali organsko-mineralna. Mi imamo recimo en program, linijo gnojil, ki jih sestavljajo čisto organska gnojila, hidrolizirana gnojila iz kokošjega gnoja in iz usnjenih ostankov, usnjarskih ostankov, čista mineralna gnojila in mešanica mineralnih organskih. Načeloma je tako, da sadje, zelenjava ima čiste organska gnojila. Tukaj recimo gnojilo za paradižnik, seveda je lahko to za vse razhudnike in melancane in čilije in paprike in lahko krompir ali zelenjavo. Tukaj velikega odstopanja oziroma razlik ni. Kdor se malo bolje pozna, si pač pogleda analize, ki jih na vsakem gnojilu najdemo na zadnji in stranski strani, kjer je analiza. Ta recimo ima nekaj več kalija kot dušika, 7,4,10, zaradi tega, ker za paradižnik oziroma za plodovke nam je kalij poglavitna spojina oziroma element za zdrav in velik in čvrst plod. Seveda, če gnojimo v šotnih substratih, je potrebno vedno paziti tudi na kalcij. Dobro je, da damo kakšne kalcija gnojila, to je posebej napisano, na katerih je kalcij, katerih ne, drugače pa uporabljamo kamnito moko. Če pravilno razumem, za vsako rastlino imamo svoj recept s hranili. Tako. Če gremo pa naprej, še nekaj me zanima. Običajno vrtičkarji gnojijo tokrat v vrtu, jaz temu rečem premalo, gnojijo samo enkrat na leto ali pa dvakrat. Kolikokrat priporočate dodajati organska gnojila v tej obliki? No, z gnojenjem je tako, da pretežno vrtičkarji radi pretiravajo. Ali z napačnimi hranili, ali s preveč enostavnimi gnojili. Treba se izogibati navadnih kmetijskih gnojil, ker se povečuje vrednost vsebnost sulfatov in kloridov v tleh. Načeloma imamo zmeraj presežek fosforja, tudi 6- in 9-kratnik normalne koncentracije ali deleža. Gnojenje z organskimi gnojili, če niso posebej označene, da so dolgotrajna, se vrši vsak mesec, enkrat mesečno. Ali so to kokošji, sušeni, peletirani gnoji, ali je to hidroliziran kolagen, kot v našem primeru v teh vrtnicah ali pri gnojilu za ciprese oziroma iglovce, kjer deluje lahko do 3 mesece, ampak načeloma piščančji gnoji in drugi humusi delujejo 1 mesec in na 1 mesec jih moramo znova dodajati. Seveda pa gledamo, če rastline ne rasejo, če so zelo slabe zaradi določenih pogojev, vremenskih ali talnih, ne gnojimo preveč, če res ne vidimo, da nam to gnojilo da učinek, ker lahko pregnojimo. Se zgodi, da ljudje namesto 1 pesti vržejo 3 pesti in s tem pregnojijo. Recimo koncentracija ali napotki za uporabo tega gnojila so 1 do 1,5 za nizko zahtevne rastline, pa tam do 3 ali 5 kilogramov na 10 kvadratnih metrov. Se pravi, da je ena taka škatlica je lahko do 5 ali 10 kvadratnih metrov, tako kot je označeno, lahko pa samo za 2 kvadratna, če imamo bučo velikanko ali zelo močno rastoč paradižnik. Pomembno je tudi, da imamo not delež žvepla, ki je sestavljen element pri aminokislinah, se pravi, da to je v obliki huminskih oziroma aminokislinskega gnojila in je to že pripravljeno gnojilo, da se v rastlino lažje asimilira in hitreje rase biomasa. Torej, če zaključimo, za vsako gnojilo, za vsako rastlino se svoje gnojilo najde. Želimo vam dober pridelek z uporabo humko organskih gnojil.